Se vam smeji kvaliteta, ambient. Tu sem ravno ne strinjam z vsem, kaj se dogaja. Še ta težek je dečki pa jaz. Ponižnost, gledajte, prikantah se. Tako izgleda notranjost cerkve. To ne obstaja. Čau, folk. Evo. Pa se peljemo. Prijatelj Maj me je povabil, da greva iskat neko prvorazredno vodo. Čauči. Evo, pa smo tu, v Rušah. Nucova voda. Vodica. Je pa kar zanimiva skulptura. Pravi Maj, da je to zelo čista voda. Maj, ti imaš zgodbe. Daj mi povej kakšno zgodbico v tej vodi. Kaj je pojem te vode? Hudič je vidite, da odkar je tu v bistvu ga ni na svetu, Bog ga je praktično mumificiral noter v steno in zdaj pijemo vodo od njegovih ust, ustna voda, hruška ustna voda, Nucova. Tako, to je to. Katero stoletje misliš, da je ta kipec? To se je zgodilo 300 let pred našim štetjem. 300 let pred našim štetjem. In na zadnje je probal še Jezusa sam napisati. Resno? Ja. Ti verjameš v vse to? Jo, bolj. Resno? A veš, jaz pa ne. Danes sem se odločil, skratka, govoril bi o ponižnosti. Ljudje pravijo, da moraš biti ponižen. Jaz se s tem ne strinjam. Jaz mislim, da je človek namenjen za veličino, da človeka čaka veličina. Če si tukaj, imaš namen in ruknil se je, nič ne de, vse bo v redu, Maj. Skratka, govoril bom o ponižnosti in me zanimajo različna mnenja, kaj si ljudje mislijo. Ali moraš biti ponižen, kaj ponižnost predstavlja tebi. Tako da, moj prijatelj Maj, kaj bi ti povedal o ponižnosti? Ponižnost je ključni del življenja, sestavni del. Če nismo ponižni, bomo ponižani. Vse ko prej. Ok. To. Be humble or be humble. Ne verjamemo v te činče. To je moje mnenje, to je njegovo mnenje. Mi upoštevamo mnenja, sprejemamo vsa mnenja vseh ljudi, različnih barv, ras, itd. Ponižnost pa meni predstavlja skromnost, predstavlja mi razvrednotenje človeštva, predstavlja mi manjvrednost, predstavlja mi negativnost, prilagajanje, tako je, dobro si rekel to. Submisivnost, tako submisivni položaj in suženjstvo konec koncev. Tako da, ljudje, prosim, poslušajte mene. Jaz vam svetujem, ne bodite sužnji ponižnosti. Čau. Evo jih. In evo ga. Se vam smeji. Mariborska idila. Evo. Stunning. Moram pohvaliti. Tikar. Da vidimo. Tole kavico. Ta kavica za kaj? Opa. Zanimivo mi je.
Tak fina restauracija pa niti rožice ne znajo narisati. Mislim. Kvaliteta, ambient, tule, zgradba, vse to štima. Not imajo tudi nekaj kračev, sem videl v vitrini spravljene tako. Pa dajmo probati. Si ga dobil? Super. Jaz sam ne kadim, ker škodi. Dajmo probati. Škodi marsikaj drugega. Ja, tale kavica. Ni dobra. Ni mi všeč. Res? Res. Lahko spiješ namesto mene. Tako. Res je fino to pismo, ampak škoda, no. Bi pričakoval več od tele gostilne. Lokala. Bravo, fantje. Imate mogoče minutko časa? Imam par vprašanj. Bi odgovoril? Ja, ajde. Ja? Čas je. Odlično. Danes govorimo o ponižnosti in me zanima vaše mnenje, fantje, kaj si mislite o ponižnosti? Mora človek biti ponižen? Nišan? Ponižen. Se pravi... Ponižen. Biti skromen. Biti skromen. Ja, mislim. Je to, ljudje pravijo, da moraš biti ponižen, če hočeš doseči veličino. To je neko mnenje. Ja, no. Ja. Tudi jaz. Včasih mora biti. Da se počutiš niže, kot gledaš više. Kot mladi mislite, da morate biti ponižni, če hočete zrastiti osebno. Ja. Osebni rast. To se vam zdi prav. Kaj delate na temu, da gradite svojo ponižnost? Kako pristopate k svojo ponižnosti? Ne, vem, ljudi vsega, kaj delam, vsega, če bo keeping a low profile. Pa se ti zdi to dobro, mislim, za osebno rast? Ja, no, ker konec koncev namenjen za veličino. Tukaj si z razlogom rekel, ne? Ja. Vendar iščeš svoj razlog. Nekako se mi zdi, da je če to pa S tem se ravno ne strinjam, če je pravi pristop, da pokažeš svojo vrednost, kaj lahko ti izpevaš konec koncev človeštva. Da vseeno moraš vedeti, kje ti je mesto. Ampak ponižnost, ja, seveda, morate biti del tega, del življenja. Da ste še mlada, hodite v srednjo šolo. Kaj pa še tukaj moraš biti kar pripravljen, da zavaš večino znanja. Nič, da se vam verjetno mudi. Ja, dobro, tako da hvala lepa, da ste bila pripravljena, res. In uspešno, ne? Živijo. Evo. Nehal. Okej. Jaz lahko zmotil za minutko. Bi pripravili nekaj Moram biti Odgovoriti. točno. Iščem, veste, kje je vojašniška 12? Ne bi vedel, lahko pa pogledava. Tu nekje, ker sem naročila, pa se mi res mudi. Aha. Da sem tu nekaj blizu. Jaz se opravičujem, drugače ni problema, samo da bom uro. Hvala. Mislim, da je tu nekje. Hvala. Živijo. Živijo. Te lahko zmotim? Ja. Bi bila pripravljena odgovoriti na par vprašanj. Dela meni vlogic takšen. Kakšno vprašanje? Tematika danes je ponižnost. Ok. Bi bila? Ok. O, super, odlično. No, kot sem že omenil, danes je osrednja tematika ponižnost, pa me zanima, ljudje pravijo, da moraš biti v življenju ponižen. Kaj tebi predstavlja ponižnost? Da sem vulnerable, bi to rekla v slovenščini. Čutljiva. Da sem čutljiva, da priznam svoje napake mogoče. Ja,
najbolj sebi mogoče. Pa se ti zdi potrebno biti ponižen v življenju? Je to nekaj ključnega? Ja. 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 A veš, definicija ponižnosti je v bistvu občutek manj vrednosti, nizko samospoštovanje. Se mi zdi, da do neke mere je pomembno, da si malo na sebe dogledaš, ne preveč, ker zna biti toksično, ampak se mi zdi, da je pomembno, da znaš biti skromen do sebe, pa ker samo tako lahko mogoče zrasteš. Verjameš pa tudi v veličino verjetno človeka. Zagotovo. Super, odlično. No, to je to za danes. Najlepša ti hvala. Živijo, vas lahko zmotim? Ja. Bi bili pripravljeni odgovoriti na par vprašanj. Danes imam osrednjo tematiko ponižnost, pa me zanima tako mnenje različnih ljudi. Jaz sem zdaj tako utrujena, da mi nisem že razmišljala. Vse je zelo kratko v bistvu. Ete. Ne morem. Ne. Živijo, te lahko zmotim? Edo, dober dan, gospod. Lahko zmotim? Reč, ja. Bi bili pripravljeni odgovoriti na eno vprašanje? Lahko. Pa se lahko malo posnemem. Samo da ne boš dal na WC, moraš lepo da bo. Lep kader. Tako bo v redu? Dobro. Super. Danes je osrednja tema ponižnost. Ljudje pravijo, da moraš biti ponižen. Kakšno je vaše mnenje o tem? Prav. Zajde. Mora človek biti ponižen. Mislim, da ni to res. Ni to res. V takem času. Se strinjam. Ker bi zdaj ponižen, pol te bi skozi pometali. Se strinjam. Te bi zniščil. Res je. Tu ne vidim, ker jaz dosti hodim po raznih plomalcah, bazarih po Evropi. Pa že moraš biti, ampak ne pa ponižen. Ja, res je. Res je. Konec koncev v slovarju pomeni ponižnost občutek manj vrednosti. Ja, kot neki hlapec. Nizko samospoštovanje. Tako, to. To vprašanje mi res bolj začudno. Prav si mi zadev. Ja, ne? Ker to težko, ne vem, kako si kjer razlaga. Eni preveč divje, narobe. Res je, res je. Ker jaz sem ko sem bil mali, sem mogel vsakega pozdraviti na cesti. Oni pa nam pride rekel, kaj ti ne znaš pozdraviti? Čigav pa si, ne? Pa kaj njega, da se ne on hrani, a pa preživlja, ne? Ja, res je. To sem pa njega videti v raznih svinjarijah, ne? In vljudno se dovolj. Res je, se strinjam. Odvisno, če si prijateljstvo sklene, ali kajkoli. Ker vidim, da se to dogaja, kao Štajerska, ne? Zanimiva po svoje, pa se tako malo oblačamo, da joj. Vse druge blatimo, sami pa ne na sebe. Res je. Mi smo, naprimer, malo je novega teka, ko smo vsi govorili, bočvirnika, pa ono. Za sebe pa smo slabo obrigali. Meni smo pa v resnici tu pajzli. Gostili so bili pajzli, naprimer. Samo strinarija, samo alkohol. Zdaj je to drugače, ne? Ne moreš nekaj na silo. Dovolj, da si vljuden, pa vidiš, kak je nasprotnik, ne? Ja, res je. Zelo dobro mnenje. Zelo dobro, še pa... Ste eno izmed redkih. Če si vse malo razgledal, ne? Pa ne s tem, ko moraš, ne? To tudi lahko rečeš nasilje, to je lahko, ko vidiš, če je prijazno, tako že obraz ali pa ti reče, pa lepo vljudno odgovoriš, ne? Ne pa da bi zdaj nasilo mogo kar pozdravljati. Ja, nisi nobeno dolžen praktično. Tako, nisi dolžen, ampak vljudno se pa obnaša, ne? Res je. Mora biti neki diplomatski odnos. Tako. Da ljudmi vsega. Ker ne vem, ki so se rodili, pa ki so se zbrali, taki. To se zdaj dogaja še zelo, ne? Jaz sem tu v enem tretjem nastopu, pa opazujem ljudi. In se včasih kar začudim, ne? Nič ne moreš. Ljudje so brezupni včasih. In drugi pa, ko vsi pravijo, kaj šolo je hodil, ni, ne?
pa vsaj nekaj, pa zakaj pol časopis, pa čita, pa vse malo, vse delno vsaka razgleda. Pol pa še kar to obnaša. Ne. Ja. No, zdaj se vse tisti alkoholizem se malo znižal, ne. Ker prej vse se dogajalo v gostilni. Ja. Kao, tam je bila pisarna, kao tam si zvedali informacije, tam je bil precep, tam so bile hinovšine, pa še tako dalje. Vse to se spominilo. Zdaj pa je nevarnost civilizacija. Ja, civilizacija. Živete nevarnost, ljudje si že bolj rabljan, delno poti. Eni so pa preveč staro potisni. Ja. In tudi civilizacija, telefonni internet, zna ene uničiti. Res je. Ker si samo vidiš že te goljofije na telefonu, glede denarja, pa take stvari. Ljudje ne znajo uporabljati teh orodij. Ne, tako. So nepismeni. Ja, tako da se moramo mi tudi malo normalizirati. Spametovati. Tako. Res je. Moraš rekel, da vsake, če znamo vse mogoče tudi državljane, bi še to treba urediti. Treba zna vsaj lepše. Res je. To je to za mene. Res potrebujemo več takih ljudi, kot ste vi iskreno povedali. Ja, Res vse jih je, ne, ampak ne pridejo do izraza. ne pride, ni efekta, pravijo. Ne. To se opazi, naprimer, sploh Petka sobota. Ne. Če Kaj nekdo- potem predlagate, da bi bil efekt, da bi to ponižnost odstranil? Kaj bi mogel Na kak človek? način? Ja. Da, še vidim, da še znanci en mimo druga grejo, ne? Ali pa zadaj te blati, ali kajkoli, ne? Da. To se vidi tu naprimer okoli te tržice in centra. Ne vem, kako to povedal. Že dovolj, če jih opazuješ, je tudi zanimivo, na katere, ne? Vsi bi nekaj samo grabili, ne? Grabili. Pa izkoristili nekoga, ne? Čeprav človek mora imeti to moč, ne? Ja. Človek mora pokazati svojo moč, mora biti v mora spredju. se izjasniti. Potencial in vse skupaj, ne? To je potrebno. Ja, najlepša hvala, no, kaj ne rečem, veliko ste povedali. Ja, nič ne dosti, mislim, Obširno da bo mnenje. komu pomagalo, ne? Ja. Še ta pesek je lepši pojasni. Živijo. A vas lahko zmotim? Bi bila pripravljena odgovoriti na eno vprašanje? Da me eno anketo. Samo smo Ukrajinci, tako da, ampak Ukrajinci ste? Ja. Zanimivo. Vas lahko poznam? na posnetek, kam pa bolj, To na YouTube. Še ena zadeva. pa zakaj vprašanje? Vprašanje je v bistvu danes o ponižnosti. Pa me zanima, kakšno je vaše mnenje o ponižnosti. Ali je ponižnost potrebna za življenje? Jaz ne vem, kaj je ponižnost. Ponižnost biti skromen, biti majhen. A ja. Pa niti ne vem, kaj pove, zato ker vsak ima svoje mnenje, ne? Pa vsak kak hoče, tak je. Enim tega manjka, eni pa preveč, pač ponižni, da so skromni tak. Drugače pa ni slabo včasih biti takim, spoznaš ljudi, se preveč ljudi. Tako da mislim, da to ni slaba zadeva, ampak včasih moraš biti odprt z enimi svojimi prijatelji. Če ti je vedno ponižen, skromen, tako, to ni je dobro vedno. Včasih pa res moraš biti. Kako ti apliciraš svojo ponižnost skozi življenje, mislim, v svojem vsakdanjiku? Ne vem, takrat, ko prišel sem, mogoče bil tako malo, da ni razumel, drugačna mentaliteta pa to. Ko pa spoznaš ljudi, poznaš jezik pa to, bolj se spremeni pa, kaj da ne vem, pač odvisno od človeka. Meni je bilo dejansko lahko s vsemi, vse kaj se dogajalo okoli. Torej, se ti zdi, da je ključno na vse? Ja, meni je boljše, da jaz odprt, pa sem vesel, pa glavnem, da s prijatelji v svojem okolju, da meni to, ne rabim tega tako. Glavnem res ne izkoristim tako ponižnost. Se ne poslužuješ tega? Dobro.
Okay, najlepša hvala. Dobar dan, gospodje. Vas lahko zmotim za minutko? Vam je v redu, če posnemem to? Ne, snimate ne. Samo nas dva ne snimajo, samo snimajo ovoga. Ne, Ovoga lepotana. Nič se ne strinjam. Nobenega posnetka. Torej, On je lep človek, mi smo grdi. Ne, on je lep, zato hvala. potem bom kar sebe snemal. Pa vas bom vprašal, danes imam tematiko, iščem mnenje ljudi o ponižnosti. Ne, nema, ne sme. Zanima me, kakšno je vaše mnenje, ali mora človek biti v življenju ponižen? Težko to reče, mislim, da ne, zakaj bi bil ponižen. Dobro, v določenih primerih, ja. Ker je težko. Se vam zdi ključno to drugače za življenje? Pravijo, da tako dosežeš veličino, tako dosežeš nek svoj višji jaz. Mislim, da ne. Ne. Živijo? Zdravo. Bi bila pripravljena odgovoriti na eno vprašanje? Kaj pa? Ali mora človek biti za življenje ponižen? Ja, mislim, da če nisi ponižen, se ti vrne. Če imaš tako ful preč. Pa je lahko posnem? Ne, hvala. Ne. Ne, hvala. Dobro? Dobro. Kar povej. Kaj? Začel si. Zmotil sem te. Ja, pač, če nisi ponižen, se ti vrne nazaj, če pa si, pa pač boš enkrat boljši. Dobro. In se vam zdi, da je to ključno za življenje? Ne, ni ključna stvar, samo. Ni ključna stvar. Je pa kar pomembno. Dobro. Dobro, Najlepša hvala. ni zakaj. Živijo, a vas lahko zmotim? Vi ste vsi skupaj? We don't speak. I don't speak. I'm doing a vlog. Yeah. And I have a question about humility. Would you be willing to say something about it? Not is- really. What? Not really. Yeah. Not sorry. really. Okay, thank you. Thank you. Thanks. Pa da vidimo, če bomo dobili kakšen odgovor. Glede tako imenovane ponižnosti. Zakaj bi bil ponižen pismo? A veš, to jaz to tam preberem, a ne? Marsikdo bo to bral. Se mi zdi, da si samo prikrajšan. Če te vlogo ne bi mogel delati, če ne bi imel takšne veličine. Če bi bil ponižen, jih sploh delal. Čakamo, da kdo odpre, ampak nobenega ni, tako da zgleda ni nekih božjih služabnikov tukaj. Škoda. Majčkino počakam, če se kakšen Bog pokaže. Če verjamete vanj. Jaz osebno ne. Ni žive duše. Aha, razumete, žive duše. Mečkano se bojim. Kaj pa če je to res? Živjo punce, imate mogoče minutko? Snemam nek vlogec, pa... Jaz ne bom. Ti ne bi. Ne govorimo slovensko, tako da ne. Aha, dobro. Ker nismo iz Srbije smo. V Srbiji, lahko? Ok. Ja? Ker danes je osrednja tematika ponižnost. Ne. Humility. Aha. Ok. Ali vidite ponižnost kot neki ključni del življenja? Je to nekaj, kaj je potrebno za življenje? Ja. Ponižnost pomeni v bistvu nizko samospoštovanje. Nizko samospoštovanje. Poniznost. Ali nije poniznost? Ne, nego... Pričaj, treba je ovo. Ne znam. Ampak ja, je. Nizko samospoštovanje. Kako aplicirate to v vsakdanju ponižnost? Kaj pomeni ponižnost? Humility. Ponižen, da si
Da se ne izpostavljaš, da si v bistvu, kako bi rekel, Ti ponižen. Sigurno. Pa kažem. Humiliated. Dobro, okej. Dobro. Okej. kako aplicirate to vsak dan neko? Če verjamete tako, da kdaj si ponižni, kdaj pride ponižnost prav? Ali sploh pride prav? Pa ne moramo videti vsak dan, ampak... Mislim, da ne pride tako pogosto. Pa bi moglo? Bi moralo biti? Ja, odvisno do sebe. Persone. In da vaj me bo motil. Hvala, no, vseeno. Super, dobro upam, da si razumete ti. Če ne pa, spremljamo še. No, takole ljudi sem na poti do ponižnosti. Tako rekoč gremo pogledati, kako to vse izvira. Grem v Božjo hišo, da malo bolj spoznam ta koncept ponižnosti. In kaj je spor vsega tega? Mogoče bom kaj spoznal, mogoče ne. Moje mnenje še ne ostaja isto. Bodi veličasten. Večer. Jaz lahko nekaj vprašal? Ja. Delam eno anketo, pa me zanima. Ja, ne, ja kaj? Zanima me, delam v bistvu eno raziskavo. Kako ljudje dojemajo ponižnost? In me zanima, če bi bili pripravljeni par stvari povedati. Kaj si vi mislite o ponižnosti je potrebna za človeka? Veste kaj? Jaz tak nisem danes v formi, na pol volana, ampak tako, da vam pa povem, to je zelo delikatna stvar, zato je ponižnost ljudje povezujejo samo za krščanstvo. Ponižnost. Ponižnost, gledajte, pri kantah vse. Tako da, in to je v bistvu, kako bi to rekli, beseda, ki je ne preveč popularna. In marsikoga to zmoti. Kaj je ponižnost? Negativna konotacija je, povezava. Ja, res je. Zdaj skromnost pa hvaležnost, recimo, nekaj drugega, biti hvaležen. Pa kaj pomeni biti skromen? To ne pomeni, da živiš pod mostom, pa da ješ vsak dan samo kos kruha, ker to pomeni tudi nekaj drugega, ampak skromnost, da si hvaležen za vsako stvar, mislim, za vse, kar se ti zgodi v življenju, ker ni samo po sebi umevno, da hodimo, da smo živi, da se lahko učimo, da lahko študiramo, da lahko gremo na banko plačati račune, da smo lahko v vrsti v trgovini pred blagajno, to pomeni, da lahko gremo, pa da imamo dovolj denarja, da si kupimo kaj. To je ta skromnost. To pa ne pomeni, da moraš imeti eno sobico, da ne vem, kar vse, Kaj zdaj me snimate, kaj? Ne, sam sebe snimam. No, to sem... Ko govorite vas. To je zdaj moje mnenje. Ponižnost je pa... A ste že imeli koga, ki vam je kaj povedal o ponižnosti, ki je že kaj? O hvaležnosti specifično? Ne, o ponižnosti. O ponižnosti, ja, sem kar zanimiva mnenja. Tako. Ja. Ogromno se strinja, da pač je potrebno. Da si ponižen. Ja. Pa sploh razume besedo ponižnost. Ponižnost pomeni, da imaš nizko samospoštovanje praktično. In občutek nič vrednosti. Ampak to ni v redu. Mislim, to je napaka, to je totalna napaka. Ampak seveda tale samozavest pa ne mora biti vedno nek balans. Kaj je to samozavest, da si ti upaš nekaj narediti? Če si nič ne upaš narediti, to pomeni, da sploh ne veš, kakšne sposobnosti imaš. Se strinjam. Se strinjam, popolnoma se strinjam. Mislim, samozavest, to je nujno. Mislim, vse to je res Amerika, zelo to poudarja. Ja. Ampak mislim, da je potrebno in da ima si kdo, recimo, ali na delovnem mestu, ali kjerkoli, ne doseže tistega, kar bi želel, da tukaj nima samozavest. Potem pa reče, pa kaže s prstom na nekoga, poglej, slabše ocene je imel kot jaz v šoli, recimo, pa je to pa tu dosegel.
Ampak nekaj se moraš učiti od njega, kako je dosegel. Mislim, kako bom rekla, jaz ne podpiram to, da ko molča, kakorkoli, ampak upal si je. Upati si je pa zelo pomembno, da se ti upaš. Ne? Da se upaš soočiti z izzivom. Kaj je izziv? Nekaj novega, pa nekaj, kar ti je težko. Ja, to je izziv. In če se ti ne upaš, ti si, vem, danes mladi enostavno, mislim, včasih bo to drugače, ker bo samo po sebi umevno, da si naredil šolo, pa si potem dobil službo, pa stanovanje, danes pa ne. Danes pa moraš biti najboljši med najboljšimi. In ne moraš ti, jaz sem pa skromna, pa sem v zadnji vrsti, pa sem tiha, pa nič ne rečem. Včasih tisti, ki nič ne reče, je tudi kriv. Seveda. Ne? No, toliko. Pa še marsikaj bi vam lahko povedala. Zelo zanimivo mnenje. Kaj ste si to za... Posnel sem, mislim, audio, če dovolite, no, bi uporabo audio. Pa seveda, to vam, samo nisem pa, ja. Tako da ta ponižnost zna biti malo ponižnost. Vse je pa recimo, če pa razmišljaš o tem, če pa razmišljaš, jasno, mislim, ne vem kaj, da si, v bistvu smo pa tako mali v primerjavi z celim vesoljem. Sploh ne vemo, kako to vpliva na nas, da ne spoštujemo zakone vesolja, zakone življenja, kako bi temu rekli. To ste pa zdaj kar šli globoko, no? Ja. Najglobje od vseh izjav, katere sem pobral praktično. Jaz tako razmišljam. In jaz vam povem samo nekaj. Vse je tako, kot mora biti. Ne se čuditi, zakaj se ti to zgodi. Vedno se ti zgodi tisto, kar te hoče nekaj, ali te hoče nekaj naučiti, ali te hoče nekaj pokazati, da se moraš izboljšati, ali kakorkoli, ali pa če se ti kaj lepega zgodi, pa rečeš, poglej, se sem res delal na tem in se mi to zgodilo. Ne tisto, ko reče, seveda moraš, vse malo sreče je vedno potrebno, moraš biti, pa tudi to, recimo, ko nekdo reče, ja, je bil tam ob pravem času. Ja, zakaj pa ti nisi bil? Tebi, ne vem. Ljudje različno razmišljajo, sploh mladi, ker nekaterim uspe, nekaterim pa ne. In to sreča, vse sreče je malo. Pravi, da mislim, jaz verjamem, da moraš imeti malo sreče. Ostalo je pa pač trudno, ne? Ostalo je pa od tebe odvisno. Ne, res od tebe odvisno. Pa tudi s kakšnimi ljudmi se družiš. Mislim, zelo zanimivo je, če ena skupina, ne, pa eni dosežejo nekaj, eni pa ne dosežejo. Vprašaj jih, kako so prišli do tega rezultata. Ne pa da so rekli, glej, so grebatorji, pa ne, to je vse narobe. Vprašaj. Najboljše je seveda sam prije do teh ugotovitev, ne? Ja, mislim... Evo, tukaj smo. Pa da vidimo, v čem je catch. Pa če so odprti sploh. Božja hiša pravijo. Odprto 37. Tukaj je še čas. Tako izgleda notranjost cerkve. Zanimivo. Pravzaprav sem sam v cerkvi.
Tale tišina me nekaj moti. To je bolj tiše kot v čitalnici. Imam me strah. Tale ponižnost. Sem da bom odšel. Ne vem, o čem prav govori, ampak jaz sem še vedno istega mnenja. Kakšna ponižnost. To ne obstaja. Tako da so današnje ugotovitve. Nič ni res, kar pravijo. Se vidimo v naslednjem.